Enač gremo po ustaljenem planu, sedaj je v studiu z nami že druga gostja, ki ste mogoče že prepoznali po spotu. Z nami je Pia Katarina Kremžar iz Velenja. Pia, lepo pozdravljena. Zdravo. Si kar blizu, ne, Celja, tako da pot do našega studia ni bila dolga, ne? Ni bila dolga. Zdaj, za vse tiste, ki še ne vejo, ne, si letošnja zmagovalka slovenske note. To je nekaj posebnega, ne? Ja, v bistvu, ker je eno zelo posebno tekmovanje. Letos je bilo še precej posebno, je bilo se v bistvu samo za avtorske pesmi, slovenske avtorske pesmi. Tako da ja, v bistvu je nastalo kar 10 novih avtorskih, slovenskih pesmi, tako da, kar dobro. Kaj zate težavo avtorske pesmi ne predstavljajo v bistvu, ne? Rada pišeš besedila? Ja, v bistvu se kar najdem v tem pisanju besedila, čeprav zdaj se mi zdi, da imam tako malo pauzico, ampak upam, da bo šlo naprej, no. Še ostale stvari tudi zraven, ne? Točno. Zdaj, to je že res klasično, ampak vse nas zanima, kdaj si začela svojo glasbeno kariero, zakaj zanimanje prav za glasbo? Ja, v bistvu tako glasba me spremlja že res od čist malega. Tudi v družini, v širši družini imamo veliko glasbenikov. V bistvu me je tako potegnalo noter, da sem rekla, ok, hočem biti pevka, hočem se ukvarjati z glasbo in sledim svojim ciljem, sledim svojim sanjam. Resneje sem se začela ukvarjati nekaj 4 leta nazaj, ko smo skupaj z prijatelji ustvarili band Dopplerjev efekt. V bistvu zdaj imamo malo stagniramo. Ste še? Ja, bomo začeli. Bomo začeli spet. Kaj ste pa tam prepevali? Bolj take pop-rock varianta, no. Zdaj bojo mogli pa tvoje, ne? Počasno. Zdaj pa bomo malo mešano. Zdaj sem tudi prebral, da si, da v bistvu, ne vem, se treniraš ali si v klubu sinhronega plavanja. Rusalka. Ja, v bistvu sem trenirala. Zdaj se po novem reče umetnostno plavanje. Ampak ja, mislim, da 2 leti nazaj sem nehala zaradi poškodbe, tako da zdaj skupaj z mamo in očetom vodimo klub Rusalko v Velenju. Pa je težko to v vodi? Meni se zdi to zelo zapleteno, no? Mislim, tiste izvajati potopljen, pa tiste nogice. Ja, bi rekla, da je kar eden najtežjih športov, no. Kakšna situacija sedaj v velenskem klubu? Je kakšna nadarjena tekmovalka? Ja, imamo kar veliko potencialnih. Kako je po Sloveniji to kaj razvito? Smo v fazi razvijanja, bom rekla, no. Se že malo bolj širi, malo bolj prepoznavni smo, ampak še čakamo tisti nek vrh. Da bo tudi za olimpijski počasi? Da bo Slovenija za olimpijske, drugače šport je že olimpijski. Ja, šport je že, Slovenijo še čakamo, ne? Smo na poti. Aha, smo blizu. Smo blizu, ja. Je dosti talenta, ne? Ja, ja. Super. Zadnjič, preden bomo midva nadaljevala, tako kot Vita, tudi tebe čaka glasbeni preizkus. Namreč Marto Zore, imam za tebe pripravljeno, želim 3 odgovore in potem smo zaključila. Ok. Prvo vprašanje, koliko je mlada Marta Zore? 61 ni, 56, 58 ali 57. 56, 57, 58, ja. 58. 58? Zadnji govor. Ja. 1 točka, evo. 0 ni, ne? 0 ni. Evo, zdaj si izenačena z Vito, zdaj 1-1, zdaj lahko pomagaš, ne? A poznaš ono pesem od Marte Še si tu? Ja. Še si tu. Z njo zmagala na melodijah More in sonca. Kdaj? Pred 2000 seveda, ne? Kot pomoč, ne? Da se malo orientiraš. Jaz bi rekla, če malo preračunam. '90. 1990. Prehitro si rekla, ne? 93, 95 ali 97? 95. Drži. 2 točki, evo. Premagala si Vito. Yes. Sedaj, če uganeš
Zadnji odgovor si izenačen na prvem mestu z Ano Golavšek, ki ima 5 točk. Okay. Okay. Koliko albumov je izdala Marta Zore? To je stvar ugibanja. Ne? Zdaj, če se ti posreč, ne, ja, potem deliš prvo mesto z Ano. 3. Zadnji odgovor. Ja. Zelo blizu. 4, 5 ali 6. 4. Okay. Blizu, ne? Mislim, da se, ne, kljub temu, da nisi njena poznavalka, zbrala si 3 točke in si kar visoko, ne, ker 3 točke redko kjer gost zbere, ne. 3 je že kar dosežek, ne. Tako da ti čestitam. No, hvala. Sedaj si lahko privoščiš tudi en požirek iz emo posodice, ta lonček tudi Queen. Danes podarjamo tisti prvi, ki nas bo poklical. Če bo ženska Queen, če bo moški pa verjetno Pink. Ok, gremo zdaj kar na tvoj komad. Videli smo prvo v bistvu že en tvoj komad, ne? In sicer Unstoppable, ki je tudi tvoj avtorski. Ja. Boš me kaj o njem nam zaupala, kakšna je glasbena oziroma glavna nit tega spota, ki je pač angleški, ne? Ja, v bistvu sem hotela povedati, da smo res vsi unstoppable, če kar tako rečem. Hotela sem res poudariti to, da se ne smemo nikoli ustaviti, da res moramo zbrati tisto moč, ki jo imamo v sebi in res iti naprej. In da nas ni sram, da smo to, kar smo in da živimo, kot si želimo in nekaj, kar nam drugi reče. Je bilo težko v angleškem besedilu to se skupaj napisati? V bistvu je bilo to kar dolgo časa nazaj, ampak kakor se spomnim, se mi zdi, da je bilo lažje kot zdaj tega slovenskega, kot sem napisala. Ampak ja, tako vmes se malo loviš, pa iščeš besede tiste prave, pa kar traja nekaj časa, no. Da se uskladi, ne? Je za ta spot, mislim, to besedilo, kakšna slovenska verzija, ali samo angleška? Ne, ne boš prevajala? Ne, bom kar ostala. Kar naj bo tako, kot je. Za ta spot si tudi, mislim, to besedilo si potem tudi spot posnela, ki smo ga danes videli. Je bilo kaj treme pred prvim spotom, ki si ga delala? Pred snemanjem v bistvu? V bistvu smo snemali za prijatelji, tako da je bilo v bistvu to res ful zanimivo, ful zabavno in ni bilo neke treme, no, tako. Pri drugem pa verjetno več, ne? To pa je druga zgodba, ja. No, drugi spot si bomo danes tudi pogledali in sicer Žal mi je, ne, katerim si tudi v bistvu zmagala na slovenski noti, ne. Kaj nam pa ta sporoča? Kaj ti je žal? Ja, v bistvu sporoča, no, približno podoben kot prva pesem, ki si jo izdala, da tudi ne smemo res obupati, moramo iti naprej, da moramo stopiti iz naše kože tudi v nekih primerih, ko si tega ne želimo, ampak če hočemo res uresničiti svoje sanje, če hočemo priti do nekih ciljev, moramo pač narediti ta nek velik korak v življenju. Zdaj, ne vem, na Facebooku sem sledil nek članek, žal me je, da nikoli nisem, ne vem, se spomniš mogoče? Nikoli nisem, ne vem, nekaj naredila, tam nek članek je bil na reviji. Ja, pač žal mi je, v bistvu vprašanje je bilo, zakaj mi je žal v življenju. In v bistvu edina taka stvar, ko mi je žal, da se res nisem vzela v roke, pa da nisem naredila tega koraka, kot pravim v pesmi. A to je v bistvu kot pesem ali nasplošno? Oboje. Aha, ok. Rekla si, da pri drugim spotu je bilo v bistvu nekaj težav pri snemanju oziroma treme. Kaj se je vse dogajalo? Pri snemanju ni bilo tako, no. Isto je ta prijatelj moj Nino Črep snemal video in smo se tudi ful zabavali, no. Edina taka smešna stvar, ko se je zgodila, imam v bistvu v spotu jaham konja, imam sceno s konjem in na koncu snemanja je mene konj kar fajn dol vrgul, no, mislim, je imel dost, tiste 2 uri smo ga mučili. Ne, glih tisto se ni posnelo, nažalost, ampak bi bilo zelo smešno, če bi se. Pa te ni bilo strah prvič pa?
No, v bistvu že dlje časa jaham. Aha, ni bilo prvič. Ni bilo okej. prvič. Drugače je verjetno malo problem, ne? Zdaj, kot samo tekmovanje, če še gremo malo nazaj, kako je zadeva potekala, si pričakovala zmago, s kakšnimi občutki si šla na to tekmovanje? V bistvu prijava je potekala, da smo poslali nek demo video naše avtorske pesmi, potem so izbrali glede na te demo posnetke 10 finalistov in smo imeli najprej v bistvu neko predstavitev pesmi, potem pa je v bistvu potekal še finalni večer, kjer Hrastniku. v Hrastniku, ja, kjer so izbrali finalista. In ne, to je bilo zelo, zelo res nepričakovano. Prijavila sem se glih iz razloga mogoče, da naredim nek korak naprej, da se predstavim mogoče malo širši javnosti. Tudi s to pesmijo, v bistvu slovensko, se mi je zdel en tak malo večji korak. No. Ko si ostale poslušale, kam si se kje uvrščala? Vsak se rad primerja. Ja, vse radi primerjamo, ampak res vsi so ful dobri bili. Jaz sem presenečena bila, da v bistvu imamo toliko veliko mladih pevcev, dobrih, z noro dobrimi glasi. In to, da sem zmagala, je res bilo zelo, zelo nepričakovano. Zdaj, verjetno nagrada je bila tudi ta spot, ki si ga dobila, verjetno. Ne, nagrada je bila v bistvu podpis z založbo Menard. Sedaj verjetno je plan z njimi potem tudi kakšen spot še narediti, ne? Ja, nadaljno sodelovanje. Verjetno tudi kakšen koncert. V prihodnosti. Zdaj, kot mlada pevka, imaš kako željo nastopati po teh festivalih, ki so trenutno v Sloveniji, te kjer posebno recimo zanima? Ja, mislim, da je od vsake mlade pevke želja priti na EMO enkrat, v bistvu to je nek tak velik cilj. Drugače pa čim več nastopov, čim več samostojnih koncertov, tudi mogoče že v prihodnosti. Čim več komadov, da se da ven. Od tebe lahko pričakujemo angleške, slovenske pesmi, s kakšnim žanrom? Zdaj se trudimo za slovenski. Aha. Bojo ljubezenski ali bodo pop? Bomo videli, kaj bo prineslo s časom. Zdaj verjetno že imaš kaj v predalu? Ja, v februarju oziroma marcu je planirano, da bo prišla nova pesem. Kaj lahko že danes izdama za naše gledalke, gledalce, kakšno? Nič vam še ne morem izdati. Čisto nič, niti naslova? Čisto nič vam še ne morem. Nismo še tako daleč. Bo pa pop? Verjetno bo pop, ja. Evo, slovenska pop pesem, nekaj smo že izdala, ne? Verjetno tudi spot, ne? Verjetno. Zdaj, verjetno v nadaljevanju svoje kariere pa verjetno cilj čim več novih komadov, nastopov in kakšen odmeven koncert oziroma festival. Takšen je plan, ja. Bomo videli. Imaš tudi kakšno željo po nastopanju v tujini ali si se bolj nagibaš k Sloveniji? Ne vem za toliko naprej, no, ampak prvi cilj je 100% Slovenija. Super. Ja, pozabila smo tudi omeniti, da si v bistvu tudi glasbo si sama naredila poleg besedila, ne? Kar je verjetno tudi zahtevno, ne? Ja, mislim, ko sem pisala, je to prišlo v nekem paketu skupnem. Tako da... Boš v nadaljevanju tudi sama pisala glasbo in besedilo ali boš s kom sodelovala oziroma že imaš navezano? Ja, imam že eno navezano z enim producentom, ampak mislim, da besedila se bom trudila čim več sama napisati. Super. Mi smo kar dosti povedala. Pija, najlepša hvala, da si nas obiskala v našem studiu. Za konec bom tebe prosil za kakšno besedico za naše gledalce in gledalke, potem pa si gremo kar spot pogledati. Ja, hvala. V bistvu hvala, da ste me povabili v studio seveda in pa vabim vas, da si pogledate mojo novo pesem z naslovom Žal mi je.